Lepo pozdravljeni. Terminološki slovar živinoreje in zootehnike je rezultat interdisciplinarnega sodelovanja med oddelkom za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pri nastajanju je sodelovalo 17 avtorjev, 15 jih je z oddelka za zootehniko, to se pravi strokovnjakov za zootehniko oziroma živinorejo, in pa 2 terminografa z našega inštituta. 17 je pa tudi področij zootehnike oziroma živinoreje. Ne bom bral vseh teh področij brez skrbi, omenil bi samo nekatere, na primer genetika čebel, govedoreja, konjereja, končereja, kvantitativna genetika in selekcija, mlekarstvo in tako naprej. Slovar sledi tej uveljavljeni ali pa klasični strukturi terminološkega slovarja, kakor ji sledimo na oddelku za terminologijo, in sicer vsebuje iztočnice, ki so urejene po abecednem vrstnem redu. Polni slovarski sestavki vsebuje torej iztočnico, zaglavje z oblikoslovnimi podatki, potem definicijo, ki je osrednji del slovarskega sestavka, potem pa sledijo morebitni sinonimi, če obstajajo, angleški ustrezniki, če obstajajo, pri taksonomskih poimenovanjih pa so dani še latinski ustrezniki, to so predvsem poimenovanja izbranih živalskih vrst. Slovar vsebuje 3911 iztočnic, od tega je nekaj tudi kazalčnih, to se pravi, kazalka samo kaže na nadrejeni sinonim. Navedenih je pa še 3600 angleških ustreznikov in pa 55 latinskih ustreznikov. Komu je namenjen slovar? Namenjen je zlasti strokovnjakom z področja živinoreje in zootehnike, to se pravi visokošolskim učiteljem, raziskovalcem, tudi študentom, ki študirajo zootehniko, potem pa tudi sorodnim, to se pravi strokovnjakom sorodnih področij, kot so botanika, biologija, agronomija, pa tudi potem praktikom, to se pravi tistim, ki se ukvarjajo z živinorejo vsak dan, kmetijski svetovalci, kmetovalci in tako naprej, pa seveda tudi nestrokovnjakom, to se pravi lektorjem, prevajalcem, novinarjem, ki pokrivajo to področje. Mogoče bi za konec izpostavil samo še eno lastnost ali pa posebnost tega slovarja, to so pa schematski prikazi, ki bogatijo ta slovar, to se pravi ilustracije, ki so dodane med besedilom slovarja, in pa na koncu še fotografije slovenskih avtohtonih pasem, barvne fotografije, ki so tudi neka dodana vrednost. Vabim vas, da si pogledate ta slovar, si ga kupite in si razširite naravoslovna obzorja. Hvala lepa.